Skupaj, če seštejemo 52 km srednje in 95 km nizkonapetostnih kablovodov, smo skupaj 140, skoraj 150 km kablovodov potegnili na Gorenjskem v preteklem letu. Pretežno so bile to zamenjave starih omrežij, zračnih omrežij v zemljo. Pretežno. Nekaj je bilo pa seveda tudi novih kablitev, torej za nove uporabnike. Tudi velik poudarek dajemo ojačitvam omrežja na območjih, ki so občutljive še na vremenske razmere. Spomnimo se lanskoletnega decembra, kjer je veter svojim vrtincem pokazal svojo moč, predvsem ponovno na Jezerskem in pa tedaj tudi v Bohinju. Tudi ta projekt implementacije novega merilnega sistema, teh elektronskih števcev ali pa naprednih števcev, kakor hočemo že temu reči, napredujemo po planu, pa mogoče še raje malo več. Skratka, do leta 2021, torej v naslednjih 3 letih, računamo, da bomo imeli montirane števce pri vseh uporabnikih. Zdaj smo pa na dobrih 50 oziroma konec tega leta bomo zagotovo beležili vsaj 60% pokritost uporabnikov s temi naprednimi števci. Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja Elektra Gorenjska znaša že 73%, kar jih uvršča v bok državam, kot so Avstrija, Švedska, Švica, Nemčija in Luksemburg. Za investicijske projekte, katerih osnovni cilj je gradnja robustnega in stabilnega omrežja ob pomoči naprednih tehnologij, so v letu 2017 namenili 16,4 milijona evrov. Skupaj so izvedli več kot 350 investicijskih projektov. Delamo predvsem omrežje v podzemni, to je naše pravilo v podzemni izvedbi. No, potem, ko to zasujemo, se ne vidi več, pozna se pa seveda na dolgoročni oskrbi odjemalcev z električno energijo. Posodabljamo transformatorske postaje. Od večjih investicij bi pa omenil investicijo razklopišča nove razdelilne transformatorske postaje na Brniku, prenovo Škofje Loke. V letošnjem letu sicer se bo dogajalo bolj znotraj obstoječega objekta, v naslednjih 2 letih bojo pa kar večji gradbeni premiki odzunaj in pa v naslednjih nekaj letih pričakujemo tudi ustrezno dokumentacijo za izgradnjo daljnovoda med Kranjem in Kamnikom. No pa še omeniti je treba letošnji zaključek investicije prenove 35 kV daljnovoda Jesenice-Kranjska Gora, tako da je kar to nekaj več teh vidnih investicij, če lahko rečemo. In pa tam, kjer so bile lani največje vremenske noči. Tako, ja, seveda, ja, hvala za to še vprašanje, oziroma da budimo spomin na havarijske dogodke, ki nam dajo vedno še ta impuls in pa izziv, da tam, kjer se je kaj zgodilo, se ne sme več zgoditi. Tako da računamo, da bo tudi v letošnjem letu že pretežno jezersko, namreč jezersko ni samo tisto, ko se peljemo na jezersko, pa mogoče čez mejo, ampak levo in desno je še kar neverjetno veliko dolin in pa prebivalcev in tudi do njih kablimo omrežja. In tudi v Bohinju, kjer je veter ponagajal lansko leto. Zdaj tudi ostali kraji, imamo kar nekaj takih odročnih krajev, v narekovaju odročnih, pa je Davča oziroma cel kup zaselkov v Sevški, Poljanski dolini in tako naprej. Tako da do vseh odjemalcev pristopamo enakovredno glede zagotavljanja kvalitete distribucije električne energije.